Hvala lepa. Spoštovani minister, kolegice in kolegi. Kako pomembno je sodstvo, pravna država, pravosodje na lestvici prioritet te vlade, te koalicije, kaže, da ne glede na vse resne očitke, ki smo jih predlagatelji zapisali v interpelaciji, je minister danes ostal sam. Niti en minister, predsednik vlade, ga ni prišel na začetku podpreti, v dvorani pa sedijo 4 poslanci oziroma poslanke koalicije. Ampak to je Slovenija. To je Slovenija, kjer je za to vlado pravna država nekje spodaj. Osebne koristi pa nekje zgoraj. In gradnja integritete družbe, organizacije, vsakega posameznika se začne pri vrhu. Začne se pri vodilnih in nato prenaša na vse ostale. Od zgoraj navzdol. Vodilni dajo zgled vsem ostalim. Tako kot starši dajo zgled otrokom, učitelji in profesorji, učencem, dijakom, študentom, športniki svojim navijačem, direktorji svojim zaposlenim, tako poslanci, ministri, predsednik vlade, tudi predsednik republike, dajemo zgled ljudem. In od integritete vsakega posameznika, njegovega delovanja v skladu z moralnimi in pravnimi normami, pa je odvisno, kako močna pravna država bo, kako močno pravno državo bomo imeli. A največja odgovornost, kot sem rekel, je še vedno na politiki in vodilnih v družbi. In če bi vladna koalicija vse to spoštovala, Marjan Dikaučič ne bi postal minister za pravosodje. Seveda, nekdo drug ne bi postal niti predsednik vlade. Že samo en razlog bi bil dovolj in sploh ne bi bila potrebna interpelacija za to. Ta razlog je ta, da je Marjan Dikaučič pred sodiščem zaradi suma kaznivega dejanja utaje davkov in bo na sodišče hodil iz funkcije pravosodnega ministra. To vse skupaj je res bizarno. Še nedolgo nazaj bi minister v takem primeru sam odstopil. Ministri in poslanci so odstopali, spomnimo se, že za manjše kršitve, manjša dejanja ali tudi zaradi njihovih neprimernih osebnostnih lastnosti v vseh mandatih od osamosvojitve naprej. Pa ni treba gledati daleč, spomnimo se samo vlade Marjana Šarca. Ampak v preteklih vladah so imeli ministri v veliki večini čast in pogum. Ravnali so etično in moralno, znali so prevzemati odgovornost, predvsem pa so imeli osebno integriteto. In marsikdo od poslank in poslancev tega mandata se je v preteklosti že srečal s podobno situacijo, celo z manjšimi razlogi za razrešitev, pa takrat ti poslanci niso imeli nobenega dvoma, kaj je prav in kaj ne. Minister, ki se zagovarja na sodišču zaradi utaje davkov, bi v kateremkoli prejšnjem mandatu, tudi pri prvi Janševi vladi, kjer so leta 2007 odstopili 3 ministri neprostovoljno, odstopil. Pa ne. Zakaj? Ker enostavno ne razumete, kaj integriteta je. Je pa tudi res, da je takrat večina v Državnem zboru še imela integriteto, spoštovala pravno državo in imela predvsem obraz. Ter od ministrov in predsednikov vlade zahtevala, si upala zahtevati, da so njihova ravnanja ne samo zakonita, temveč tudi etična, moralna in družbeno odgovorna. Včasih si je večina v tem Državnem zboru to upala.
Žalostno je, kam smo prišli kot družba. In potem se nekateri še čudite v tej hiši, na vladi in se upate celo spraševati, kaj se dogaja z ljudmi, da ne spoštujejo ukrepov, priporočil vlade. Ja, zgled imajo tudi v ministru Dikaučiču ali pa ministru Vizjaku, Hojsu, ministrici Kustečevi, Toninu, ministru Počivalšku. Namerno ne omenjam predsednika vlade. Ob nekritični izvolitvi Marjana Dikaučiča za ministra sem iz tega mesta takrat dejal, da ne sme postati minister, ker ni branik zakonitosti, ker je zagovornik mejnosti, ker ni transparenten, prej je utajevalec dejstev, ker ne obeta krepitve pravne države, pač pa njen stečaj. Danes, 5 mesecev pozneje, je očitno, da smo v LMŠ žal imeli prav. Marjan Dikaučič tudi zaradi svoje zgodovine simbolizira vse, kar je z današnjo vlado narobe. Ta vlada simbolizira neverodostojnost, nestrokovnost, nezaupanje, samovoljo, napuh, oholost, predrznost, nižanje politične kulture in standardov, prepričanje, da so vladajoči pač prvorazredni in da je država njihova last, plen, ki si ga lahko delijo. Simbolizira avtokratskost in, če hočete, simbolizira kleptokracijo. Za nas v LMŠ je nesprejemljivo, kam smo zašli kot država, da minister lahko postane nekdo, ki je že pred nastopom funkcije v policijski preiskavi, danes pa zoper njega teče sodna preiskava pred sodiščem v Murski Soboti. Zaradi česa? Zaradi suma kaznivega dejanja utaje davkov ter ponarejanja in uničevanja poslovnih listin. In branil se bo kot pravosodni minister. Pa da ne omenjam njegovih ostalih slamnatih poslov, nezakonitega ravnanja pri objavi javnega poziva za evropska delegirana tožilca, nedopustnega odlašanja pri imenovanju državnih tožilcev, tišini pri neimenovanju sodnikov v državnem zboru, sodelovanja pri sprejemanju predpisov, ki posegajo v kršenje človekovih pravic, finančnem kaznovanju ustavnega in vrhovnega sodišča ter tožilcev, tako, da se jim je s proračunom znižalo sredstva. Ampak seveda, vladna koalicija pravi, da to ni pritisk na sodstvo. Minister za pravosodje je tiho. A če nas v LMŠ vse to skrbi, saj razumemo, kako pomembna je integriteta in da je ravno od integritete odvisno, kako močna bo pravna država, to ne skrbi ministra Dikaučiča. To ne skrbi pravosodnega ministra. To ne skrbi varuha pravne države. Njega to pač ne skrbi. Ne skrbi pa niti predsednika vlade. Če bi ga skrbelo, bi ravnal drugače. Pa da ne bo pomote, ne skrbi niti podpredsednikov vlade, ministra Tonina in ministra Počivalška. Seveda jih ne skrbi, saj je plačevanje davkov glupo, policistom, sodnikom in tožilcem pa se bo kaj strlo in bo vse tako, kot je treba. Se sploh zavedate, kaj se bo danes sporočilo ljudem, če bo Marjan Dikaučič ostal minister? Da utaja davkov v tej državi ni problem. Da je plačevanje davkov glupo. Da če storiš kaznivo dejanje in si del vladajoče elite, imaš pravo člansko izkaznico, lahko na policiste, tožilce, sodnike vplivaš ali pritiskaš. To jim sporočamo. Ne mi vsi, večina v tem državnem zboru.
A dejansko vladajočih ne skrbi jih zato, ker se počutijo nedotakljive, ker so si podredili vse in zato namesto, da bi predsednik vlade zahteval od ministra, da prevzame odgovornost in odstopi, ali bi kakšna koalicijska stranka imela pogum in pogojevala odstop ministra, če ne bo odšla iz vlade? Ne, vlada je začela čistiti, pospravljati, odstranjevati politične in pravne nevarnosti, ki prežijo na ministra. Na FURS-u je tako ali tako lojalen direktor, zamenjane so vse strukture v policiji, vodilne, tudi v Nacionalnem preiskovalnem uradu, na sodstvo se pa pritisne v maniri ministra Vizjaka. Je pa vlada po letu dni vztrajanja in sramotenja Slovenije v Evropi popustila pri evropskih delegiranih tožilcih in s pravno akrobacijo odpravila neustavno in nezakonito stanje, ki ga je sama s pomočjo ministra Dikaučiča povzročila. S tem, ko je vlada s tem dejanjem, da ne bo pomote, vlada ščiti ministra Dikaučiča, odpravlja neke ovire, da se ne bi slučajno zgodilo, da bi kakšni trije poslanci glasovali za interpelacijo. Je pa še nekaj, s tem je vlada tudi priznala odgovornost ministra, da je nezakonito objavil javni razpis glede delegiranih tožilcev, ki ga je mimogrede brez razmisleka obrazlagal in zagovarjal tudi minister Tonin. Svoje grehe pod prisilo izgube funkcije, moči, vpliva, dostopa do javnega denarja čisti tudi minister Dikaučič. Po 3 letih izogibanja plačila komunalnega prispevka za hišo, ki jo že gradi, je po poročanju medijev privolil v plačilo le-tega. Prepozno, kršil je pravila. Se pa ne smemo slepiti, da je veliko krivde za to, kar se nam danes dogaja v državi, v Državnem zboru, na nas, predvsem na večini, ki imenuje ministre, ki izvoli predsednika vlade, obenem lahko tudi razreši ministre. Pa na žalost večina tega ni sposobna zaradi svojih partikularnih interesov, nekega oportunizma, enostavno vztraja na tem. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani minister, do rednih volitev je še 153 dni, najpozneje takrat bo konec vladne prilastitve države, rušenja demokracije in kadrovskega brutalizma. Takrat bo čas za normalizacijo razmer in popravljanje povzročene škode tudi na Ministrstvu za pravosodje in v sodstvu. Končalo se bo z vladavino selektivnega kadrovanja, politizacijo policije in še kaj bi lahko dodali. Končalo se bo politično napadanje in diskreditacija Ustavnega sodišča ter zniževanje meril za imenovanje ustavnih sodnikov. In tukaj bi res rad še enkrat poudaril, za tiste, ki tega ne veste ali se enostavno delate glupe. Na žalost sta samo 2 iz te desne strani. Naloga sodne veje oblasti je, da sodi v skladu z ustavo in zakoni, ne da zdravi in rešuje življenja. In ko očitate Ustavnemu sodišču za neko odločitev in je minister za pravosodje tiho, zahtevate od Ustavnega sodišča, Vrhovnega sodišča, da pripravi odloke, da naj pripravi epidemiološke ukrepe. Ne, kolegice in kolegi, Ustavno sodišče
odloča v skladu z ustavo in zakonodajo ali je nek akt vlade v skladu z ustavo in zakonodajo. In dolžnost vlade, tudi varuha pravne države, ki sedi za mano, je, da se čim bolj potrudi, da se akti vlade pripravijo v skladu z ustavo in drugo zakonodajo. Ampak ja, vem, to je težko. Državo se lažje vodi s kršenjem ustave in zakonov, lažje se vlada z odloki, ki se berejo kot dekreti, lažje se vlada z nadzorom in represijo, ki jo vlada potika celo v nujne protikoronske svežnje. V PKP10 se bo dalo del zakona o nalezljivih boleznih. Minister za pravosodje molči. V LMŠ-ju temu vseskozi nasprotujemo, saj smo na strani pravne države, demokracije, delitve oblasti in človekovih pravic ter verjamemo v družbo znanja. Pri sprejemanju zakonodaje vlada zavestno hodi po robu ter ga pogosto naklepno prestopi. Nato vladni gospodje in gospe zanikajo, zasmehujejo odločbe Ustavnega sodišča in sodbe drugih sodišč. Ne bom rekel, da minister za pravosodje molči, ampak molči tudi v teh primerih. Nova vlada, v kateri bo LMŠ, takih skominov ne bo imela. To lahko na tem mestu obljubim. Poleg tega ne smemo pozabiti, pa se ne tika nagobčnike medijem, kaznuje, če kdo misli, izživlja se nad lastnim narodom. Po dobrem letu in pol se vladne zmote samo še poglabljajo, enostavno ne razumejo, ker ne razumejo smisla skupnosti, smisla demokratične in pravne države, kaj pomeni odgovornost biti minister, voditi vlado. Naj zaključim. Minister Dikaučič, ki po našem mnenju je minister samo na papirju, ministrstvo dejansko vodi nekdo drug, je simptom te vlade in tudi zato v LMŠ-ju današnje glasovanje vidimo kot glasovanje o razrešitvi vlade. Glasovanje, pri katerem se lahko opredeliš samo za ali proti. In zato bomo v LMŠ-ju dali glas za razrešitev ministra in za odhod vlade. Neglasovanje pa pomeni, da si nekateri zaradi osebnih interesov, strahu zatiskajo oči pred vladnimi pritiski na sodstvo, razdiralno skrajnostjo in evtanazijo demokracije. Gre za nojevsko politiko. Represija 3.0 se bo čez največ 153 dni končala. Mi v LMŠ smo pripravljeni. Upam samo, da boste volitve dovolili in rezultate priznali. A tudi na to morebitno vaše dejanje smo pripravljeni. Pri tej vladi nas nič več ne sme presenetiti. In verjamem, da bo tudi takrat minister za pravosodje tiho. Hvala.